Lepo pozdravljeni, drage gledalke in gledalci, v oddaji Božji čudež. Tokrat želimo govoriti o svetih zakramentih, 7 jih poznamo, in o njihovi zdravilni moči. Namreč po svetih zakramentih se zgodi gotovo največ čudežev. Najprej na človekovem duhovnem telesu, potem pa tudi na psihičnem in fizičnem. Vesel sem, da bova tokrat o zakramentih, o njihovi moči v vernikovem življenju spregovorila s teologom, magistrom Boštjanom Harijem. Lepo pozdravljeni, gospod Hari. Lep pozdrav. Že kar nekaj časa se nismo videli na našem programu. Sedaj smo vstopili v novo leto. Na začetku novega leta smo si večinoma zaželeli največ zdravja, rečejo ljudje, in potem tudi sreče. Ali tudi vi kot teolog tako voščite ljudem, oziroma kaj si Bog želi pravzaprav, kako naj bi si voščili? Ja, zdaj, če sem iskren, velikokrat dale izpadam čudak ali da ne zaželim nekaj, kar ni, bi rekel, obče sprejeto med vsemi, pač izrečem klasično voščilo, srečno, zdravo, oziroma vse dobro v letu, velikokrat to izrečem. Kaj si pa mislite ob tem? Ja, v bistvu, ko zaželim srečno in zdravo, ali pa še bolj vse dobro, želim res, da bi to dobro, ki je Bog sam, v osnovi, tisto najboljše, objektivno, polnost dobrega, da bi človek res imel v življenju. In v bistvu, ko nekomu zaželiš srečno, zdravo, ali pa vse dobro, v bistvu, da mu zaželiš Boga v življenje. To se mi zdi, da je največja, najboljša želja za vsakega posameznika, kajti ko ima človek Boga, ima tisto najpomembnejše. In je pa res, da ko nekdo izreče srečno in zdravo ti zaželim v novem letu, pod to misli, kar pač misli, medtem ko mi, kristjani, ko izrečemo te besede, vemo, da do pravega zdravja in tistega najpomembnejšega notranjega prihaja samo v odnosu z Bogom. Ravno tako do sreče, ki je vedno v odnosu. Tako da besede so iste, pomen je pa drugi, oziroma pot do tega cilja je pa drugačna. Če bi zaželeli nekomu veliko Boga v njegovem vsakdanjem življenju v novem letu, nekako nam je tudi vernikom neprijetno. Ja, res je. Res je. Nekako tudi med nami verniki je beseda o Bogu tabu še vedno. Recimo, poglejmo primer, koliko nas vernikov vse po sveti maši ustavi, če se ustavimo, če imamo recimo v naši župniji to navado, da malo pokramljamo in da bi se pogovarjali o Bogu, o današnjem evangeliju, o današnji Božji besedi. Tega praktično ni, redko kje. Bilo bi pa prav, ne? Ja, seveda, to bi bilo bistveno, da bi se z nekom ustavili in rekli, ti poslušaj, kaj te je danes v evangeliju nagovorilo? Kaj ti misliš o tem in tem, da bi bile bolj takšne teološke, duhovne debate. Medtem ko tega je zelo, to je zelo redko. Nekako tako globoko imamo zasidrano, da je vera neka zasebna stvar, neka privatna stvar, nekaj meni lastnega, ki je samo zame, in o tem se ne govori, oziroma se ne izraža mnenja, čustev, se ne deli o tem. No in žal med verniki je to še zelo prisotno. Vi ste nekje zapisali, Jezusove najpomembnejše besede so zapisane v evangelijih, moč njegovih dejanj pa je prenesena v zakramente. Tako je. Ja, v bistvu Jezusove najpomembnejše, tisto, kar je on res želel posredovati človeštvu, so zagotovo s pomočjo Svetega Duha evangelisti zapisali. O tem ni dvoma. Zanimivo pa je, da on to moč duha, v kateri je deloval, in v tej moči on odpuščal grehe in s tem ljudi osvobajal od sile zla, ki je bivala v njih in jih uničevala. Potem v tej moči duha je ljudi ozdravljal, piše v evangeliju, vsakovrstne bolezni, vsakovrstne slabosti.
potem je izganjal hude duhove v tej moči duha. In nenazadnje tudi v tej moči duha je delal vse možne čudeže, ki jih je počel, in tudi njegovi poučenci potem pozneje, in imamo v zgodovini cerkve nešteto, bi rekel, Jezusovih učencev, tudi svetnikov, ki so v njegovem imenu delali te čudeže. Tako da to moč, ki jo je Jezus imel in ki tako lepo evangelij opisuje, da je izhajala iz njegovega telesa. Zato tudi imamo definicijo, recimo oziroma odstavek v katekizmu Katoliške cerkve, kjer lepo opisuje zakramente kot moči, ki izhajajo iz telesa Jezusa Kristusa, ki je vedno živ in oživljajoč. Torej gre za to, da je Jezus to moč, ki je odrešenska, ki je ozdravljajoča, ki je posvečevalna, to pomeni, da nas dela svete. Delati svete pomeni, da nas osvobaja, očiščuje od zla in nas oddeljuje od zla in nas dela v glavnem ločene od zla. Se pravi, ta posvečevalna in pa zveličavna moč je prenesena v zakramente, kar pomeni, da je isti Jezus deluje v zakramentih in da je to v bistvu svoji cerkvi, je zapustil to moč in želi, da ona nadaljuje njegovo delo odrešenja, posvečenja, da bi vsi ljudje prišli do tega novega življenja, ki nam ga po svojih zakramentih posreduje. Je to tudi namen zakramentov, ki jih prejemamo? Ja, namen zakramentov je, v bistvu, če greva kar k bistvu, je to, da to, kar sta Adam in Eva izgubila, temu rečemo milost. Z drugo besedo, milost bi v tem primeru lahko rekli, Boga samega sta izgubila. Božje življenje sta izgubila, nam Jezus želi vrniti. In on nam preko svetega krsta to milost vrača. To Božje življenje nam uliva, vstopa v nas. In želi, da bi to Božje življenje v nas tako zaživelo, se tako razcvetelo, da bi v bistvu ljudje postajali popolnoma drugačni, podobni Jezusu, da bi ga posnemali. Z drugimi besedami, da bom zelo konkreten, zakaj mi to potrebujemo? Zato, ker v nas, v naši notranjosti, v našem telesu je en kaos, je en nered, je v smislu, da velikokrat hočemo nekaj delati dobrega, pa ko bi to morali storiti, ko prije ta trenutek, so neke sile, neki nagibi v naši notranjosti, ki nas od tega odvračajo. In velikokrat, ko smo že pri novem letu, mnogi si dajejo novoletne zaobljube, zaštartajo in potem vidijo, kako velikokrat jim zmanjka moči. Torej, hočem reči, da ravno preko zakramentov nas Bog želi okrepiti, nas se zopet naseliti v nas in v naši notranjosti vzpostaviti red. Red v smislu, da bi zopet razum vladal v človeku. Da bi imel razum gospodstvo nad čutnimi vzgibi, lepo cerkev uči. Se pravi, da bi strasti in čustva in nagon, da bi bili pod nadvlado razuma. Ker kadar človeka vodi zdrav razum potem ne dela neumnosti, ne dela napačnih odločitev in nenazadnje niti ne greši in s tem ne škoduje sebi in drugim. Smo danes v takem čudnem času, ko vlada neka zmeda. Pogosto slišimo v zadnjih časih, da kdo reče, a so ljudje danes še normalni. Ja, kaj se dogaja? Res je. Glejte, vidi se in čuti se, da je Bog vse bolj odrinjen iz družbe. O njem se ne govori, vse manj je molitve, vse več je na drugi strani potem greha in zla. In s tem, ko človek zapada v greh in zlo, zapada pod vpliv, pod moč zla in zaradi tega zgublja to zdravo pamet, zgublja razsodnost,
Ima hudi duh moč nad Ima njim, nad njim, ima zelo konkretno moč in bodimo konkretni. Poglejva samo primer. Zakaj je med nami toliko raznih devijacij? Zakaj je med nami toliko enega spolnega, verbalnega, fizičnega nasilja? A je to skladno s človeškim razumom? Ni. To pomeni, da so v meni te neurejene strasti, neurejeni čutni vzgibi, neurejena čustva, velikokrat pod vplivom zla, ki jih ne morem brzdati, ki jih ne morem obvladovati, zato delam protirazumna dejanja. In tega imamo na vsakem koraku. Tako da bolj kot človek odriva Boga iz življenja, bolj kot odriva resnico iz življenja, bolj kot odriva resnično objektivno dobro iz življenja, s tem nevtralnega ni, zapada na drugo področje oziroma pada pod vpliv zla in ko je enkrat pod vplivom zla, dela ogromno stvari, ki so protirazumne, ki niso normalne. Kakšno moč ima tu v človekovem življenju redno prejemanje svetih sakramentov? Izjemno. Zato, ker človek sam iz lastnih moči, če odreževa sakramente, Boga, molitev in tako naprej, vse, če odreževa, je nesposoben, je nezmožen delati resnično dobro. Kaj to pomeni? Človek po naravnih zmožnostih dela dobro, ampak dela dobro v očeh ljudi, ne v očeh Boga. Kaj hočem povedati? Dela dobro v smislu, ker ima zadaj nek interes, ker je preračunljiv, ker želi s tem postaviti svojo košarico, zato dela dobro. Nezmožen in nesposoben pa je delati dobro iz lastnih človeških moči, dobro v smislu nesebično dobro, zastonsko dobro, brez doseganja nekega interesa, brez preračunljivosti. Skratka, ni zmožen, torej brez Božje moči, brez Božje pomoči, brez Božje milosti delati tisto res zastonsko, brezpogojno, nesebično dobro. In preko sakramentov ravno dobiva moč, da lahko dela objektivno oziroma nesebično dobro. Preko sakramentov dobiva moje telo, moja volja moč, da lahko udejanja dobro in moč, da se lahko ogibam oziroma ogibam zlu, da se mu lahko zoperstavljam. Potem preko sakramentov dobivam moč, da lahko krotim svoj nagon, da lahko krotim svoje te močne čutne vzgibe, ki jim rečemo strasti in čustva. Brez te moči ne morem. Zaživim lahko oziroma lahko padam na raven živali, kar pomeni, da živim, da je smisel mojega življenja to, kaj bom jedel, kaj bom pil, kaj bom oblekel in koliko bom užival, kam bom šel. Skratka, da živim za to samo telesno raven. In žal pa lahko človek potem, če zapade v zlo in se mu ne zoperstavlja, se ne bori proti njemu, lahko zapade še na nižjo raven. To pa pomeni, da lahko celo udejanja stvari, ki so popolnoma nečloveške, ki jih niti živali tega ne počnejo, na demonsko raven. Za človeka gotovo je najpomembnejše, da bi vsak izpolnil Božjo voljo. Sedaj po drugi strani, Bog nam pravi, kot pravite, ni dovolj biti dober po merilih tega sveta, ampak je treba biti dober tudi po merilih duha, da nam Bog lahko da milost. Tako je. Kaj to pomeni, biti dober po merilih duha? To pomeni, da posnemati Jezusa z eno besedo. In ko mi Jezusa opazujemo, proučujemo, beremo, premišljujemo o njegovih besedah, dejanjih, gestah, vedenju, obnašanju in tako naprej, vidimo, da on ni nikjer iskal samega sebe. On ni nikjer sebe postavljal v ospredje. On je vedno iskal skupno dobro, objektivno dobro. On je vedno postavljal, on je nikoli delal razlik med ljudmi, nikoli ni bil pristranski.
In to lahko delaš samo z Božjo pomočjo. Zato v bistvu Bog, ko od nas želi, da delamo dobro, je postavil zelo visoke standarde. Zakaj? Zato, ker nam je tudi dal moč, nadnaravno moč, že pri samem svetem krstu, in to moč želi zdaj po ostalih zakramentih in preko našega odnosa, povezanosti z njim, preko molitve, preko zaupanja, želi to moč krepiti, da raste, da se razvija, da mu postajamo vse bolj podobni. In zato to dobro, resnično dobro lahko počnemo samo z njegovo pomočjo. Ne moremo brez njega, nikakor ne. Zato tudi Bog pri nevernih deluje. On sicer želi, da se vsi krstijo, ne? Da vsi postanejo po tej uradni poti deležni njegovega življenja, njegovega duha, deležni življenja Svete Trojice, deležni njegove nadnaravne moči, njegovih darov in tako naprej. Ampak pri vseh, ki so notranje naravnani k dobremu, k resnici, ki res želijo, jim pomaga. A ne jim pomaga, kljub temu, da se oni niti tega ne zavedajo. Zdaj vemo, da je Jezus zelo premagal pred 2000 leti že na svojem križu. Papež Frančišek je jasen. Pravi, da kdor ni sprejel osebno Jezusa Kristusa za svojega Gospoda in odrešenika, je še zmeraj pod hudičevim vplivom. Ja. Kaj to pomeni? Danes smo se v resnici, kot pravite, tako zelo oddaljili od cerkve, od Boga, od zakramentov tudi, ne? Da ima potem res zelo lahko takšno premoč nad ljudmi. Tako recimo že svetopismo in nauk cerkve, ki hrani in varuje in posreduje Božji nauk in ga tudi pravilno razlaga, govori o tem, da se človek rodi pod oblastjo hudega. Mi se že rodimo v tem stanju. In torej iz izvirnega greha. Tako, z izvirnim grehom. In to stanje je ravno to, o čemer smo prej govorila. Ne? Se pravi, da je moja volja oslabljena, da jaz hočem v glavi delati dobro, ampak potem, ko bi želel, vidim, da nekaj se v meni upira in potem, ko bi moral to izvršiti, me napadejo določene misli, se v meni določeni vzgibi pojavljajo, vzbujajo, prebujajo in me odvračajo od tega. Ne? Ali pa začnem takoj biti preračunljiv, se mi to splača, da bi to naredil, kaj bom imel od tega, kakšen smisel ima to in tako naprej. Se pravi, človek ima borbo, da bi delal spontano dobro in to, kot smo prej govorili, to nesebično dobro, to dobro, za katerega ne pričakuje nobene pohvale, nobenega plačila, nobenega odziva, nobenega ploskanja, nobene javne izpostavitve, kako dobro delo je naredil in tako naprej. Se pravi, ena izmed posledic izvirnega greha je ravno to, da je moja volja oslabljena. Drugo pa, kar sem že prej poudaril, in s tem se mi v tem stanju se rodimo, to pomeni biti pod hudičevo oblastjo. Druga raven je pa ta, da človekov razum nima več gospodstva in v bistvu je izgubil to nadvlado, o čemer sva že prej govorila, nad temi mojimi čutnimi vzgibi, čustvi in strastmi. In velikokrat človekov razum izgublja v tej bitki. Da zdaj ponazorim s primerom. Predstavljamo si, volja je nekako v sredini človekova. Na eni strani jo razum želi usmerjati k razumnim dejanjem, pametnim dejanjem, na drugi strani jo pa strasti in čustva silijo, da bi se človek odločal k sebičnim dejanjem, neurejenim dejanjem. Skratka, volja je nekje v sredini in biti pod hudičevo oblastjo pomeni, da je v meni neka moč, proti kateri se s človeškimi močmi ne moram boriti in me vedno znova premaguje. Čeprav se borim proti njej in lahko sem pa tja mogoče vsaj malo se izoprstavljam, ampak v osnovi brez Božje pomoči
me vedno sem stalni poraženec. Kaj boste rekli na to? Mnogi mladi starši, ki so dobili otroka, imajo izkušnje, če so denimo vlekli z podelitvijo svetega krsta svojemu otroku, ne? Se je velikokrat zgodilo, da je ta otrok bil zelo nemiren, da je kričal, da ni mogel recimo spati normalno in ne vem kaj vse. Takoj, ko so ga dali krstiti, pa kot da odsekaš, se je stvar spremenila. In ni bilo več težav. Ja, res je. Kaj naj bi to pomenilo? Glejte, sveti krst, niti mi katoličani, bom še celo to rekel, tudi mnogi teologi se sploh ne zavedamo, kakšno moč ima sveti krst. Kakšno tudi zdravilno moč. Namreč, pravimo, da je to prvi zakrament uvajanja, ne? Tako, ne. In v bistvu sveti krst ravno to, o čemer sva prej govorila, vzpostavi v red. Da sem zdaj konkreten. Ko pride sveti duh vame, mi odpusti moj greh, mi izbriše vsak moj osebni greh, ukolikor če sem krščen kot odrasel. A ne, zdaj pri malih dojenčkih nimajo osebnega greha, zato jim ne odpušča osebnih grehov in jih niti ne izbrisuje in tako naprej. Potem, kaj še? Se pravi, to stanje izvirnega greha, oziroma ta izvirni greh mi odpusti, me ga izbriše in v meni ni več greha. Greha ni več. Posledice ostanejo. Temu rečemo, nagnjenja k slabemu ostajajo, ampak to ni greh. Se pravi, jaz nisem več pod močjo zla, jaz nisem več pod močjo hudobnega duha. In vse posledice izvirnega greha, se pravi, oziroma vse posledice izvirnega greha, to so tako imenovane kazni za greh, so tudi izbrisane. A ne, to pomeni, da otrok v tem primeru kar naenkrat doživi popolno preobrazbo. V njem ni več moči zla. Osvobojen. Tako, dobesedno. In ozdravljen notranje. Tako. Ker njegovo telo, njegova duša je osvobojena greha, je osvobojena sile zla, ki stoji za grehom, torej hudega duha. Prav tako odrasel človek, ne, če se da krstiti. Enako, pri njem pa se to še veliko bolj vidi in on tudi lahko pričuje o tem, ker je to dejansko tudi začutil oziroma doživel organsko v svojem telesu, to spremljal. Jaz recimo poznam eno gospo, ki je bila krščena kot odrasla in ona je rekla, da je doživela med svetim krstom takšne gromozanske spremembe, da kakor da se v njej nekaj razklalo in je čutila, da gre nekaj temnega iz nje ven in da jo preplavlja ena luč, ena svetloba, en poseben mir, ki ga do takrat nikoli ni izkusila. Tako da, kar pa seveda ne pomeni, da bi mi morali zdaj krstiti samo odrasle, da bi to izkusili, ampak čim prej osvoboditi človeka od te moči zla. In ne samo to, da krst prinaša to osvoboditev od greha in zla, od te temne sile, ampak mi da tudi moč za udejanjanje dobrega potem, ko odraščam. Torej, vtisne neka neizbrisna duhovna znamenja, ne? Tako. Mi da tudi to moč in ne samo to, moj razsvetli, da ko bom poslušal Božjo besedo, ko mi bodo razlagali o Bogu, bo bolj dojemljiv, bo bolj razumel, bo drugače gledal na življenje, drugače ga dojemal. Skratka, res se zgodi, da človek prejme dar dobesedno novega življenja in v bistvu pri svetem krstu Bog me osvobodi, mi da svojo moč, pride bivati vame in zato tudi rečemo za sveti krst, da kot rečeno prinaša osvoboditev, kakor tudi ozdravljenje na duhovni ravni in pri tistih, ki so recimo krščeni kot odrasli, pa lahko se to zdravljenje tudi razširi tudi na duševno in na telesno raven. Ne? Tako da zakrament krsta je izjemno pomemben in čim prej krstiti novorojenčka, če so le možnosti oziroma če je le kaj vere v tisti družini. Kaj bi rekli tistim staršem, ki rečejo, pustimo otroka pri miru, ko bo odrasel, se bo že sam odločil, ali se bo dal krstiti ali ne. Ja, to je podobno, kot bi rekli, pustimo otroka, naj se sam odloči, ali bo jedel ali ne.
ali se bo oblekel ali ne. Če mu želimo dobro, vendar bomo poskrbeli zanj. Tako, ne. Naj se on vsem potem odloča, ne samo o svetem krstu. In to je, a veste, vsi ti argumenti so velikokrat protirazumni. A ne? Če hočeš nekomu dobro, najboljše možno, boš za to poskrbel in boš delal na tem, da ta človek to dobi. In sveti krst je največje, najboljše, najkoristnejše, najpomembnejše darilo otroku. In če mu res hočem dobro, če hočem, da bo on dobil to nadnaravno moč, da bo z Bogom povezan, da bo deležen Božje bližine, Božjega življenja, Božje moči v življenju, Božjega razsvetljenja, Božjega vodstva, ne? Potem takoj. Včasih, hvala Bogu, so krščevali takoj po rojstvu. A ne, danes čakamo mesec, 2, 3, 4, 5, nekateri tudi dlje časa, da krstimo otroke. Potem pa, če še pomislimo na Jezusove besede, ko pravi, vsak, kdor bo krščen in bo veroval, bo rešen. Tako. Ne? Tako. On zelo poudari tukaj sveti krst. Ne? Tako. Krst, brez krsta človek praktično še ni Božji otrok? Še ni Božji otrok? V bistvu je tako, mi vsi smo po naravi Božji otroci. A ne, zato, ker Bog je oče in vsak človek je ustvarjen po Božji podobi, je Božja podoba in zato smo po naravi Božji otroci. Ampak razlikuje pa se, da samo po svetem krstu smo pa Božji otroci po milosti. To je velika razlika, kar pomeni, da samo krščeni smo deležni Božjega posinovljenja, a ne, daru Božjega otroštva po Jezusu, ker preko svetega krsta postanemo Jezusovi bratje in sestre. On je naš starejši brat. In tako so nam tudi odprta vrata nebes. Ne? Tako, ker brez krsta človek ne more v nebesa. Zato tudi recimo, zato imamo krst želja, ampak to je druga tema. Hočem reči to, da recimo, če nekdo umre brez osebnega greha, se pravi novorojenček, ki je zaznamovan samo z izvirnim grehom, ne pride še v nebesa. Mu ta izvirni greh preprečuje, da bi gledal Boga. Zato darujemo sveto mašo za recimo nerojene otroke. Ali pa molimo za nerojene otroke, ali pa za otroke, ki so umrli kot zelo mladi in nimajo še osebnega greha, jih mora Bog prej očistiti tega madeža izvirnega greha. Zato je dobro, da če nekdo ni imel možnosti prejeti krsta, ne, zaradi takšnih in drugačnih razlogov, v glavnem cerkev tudi ponuja krst želja. Ne. No, zanimivo, kako je cerkev tu resnično modra, ne? Kako svetuje pravzaprav vernikom, če bi otrok majhen, ko se je recimo komaj rodil ali kaj, bil v življenjski nevarnosti, da se ga takoj krsti. Tako. In v takem primeru celo lahko ga krsti ne duhovnik, ampak vsak krščeni oziroma nekrščeni. Tudi nekrščeni. Tako, lahko tudi, da dam primer, recimo nekdo, ki ni krščen, recimo, pa da sploh da nima nobene neke, da ni veren ali da ne pripada nobeni večji religiji, recimo musliman, hinduist, budist, kdorkoli že, da se vozi v avtu, dava primer, in posluša neko oddajo, ki govori o krstu in govori o tem daru, ki nam ga Bog daje po svojem ljubljenem sinu Jezusu Kristusu in posluša. On sam je nekrščen in on zahrepeni po Jezusu in si ga želi sprejeti v svoje življenje in ima to željo. In recimo bi se dal takoj krstiti, ko bo možnost, ampak se potem v tej vožnji ponesreči, a ne, in umre, recimo. Ampak je imel željo? Ker je imel željo, se njegovo stanje tretira že, oziroma je v Božjih očeh, kot da je ga Bog že sam krsti, ne? Je kot da je že bil deležen krsta, ker je imel željo potem. Krsta želja, ne? Se pravi, on ni prejel zakramenta, ampak ker je imel to željo in bi se dal krstiti, bi prejel zakrament, če bi imel možnost,
Bog to upošteva in je njegovo stanje, kakor da bi bil krščen. Še en primer v zvezi s tem bi rad povedal. Recimo pa, da ta isti človek se vozi in ni krščen in se mora ustaviti na avtocesti, ker bi prišlo do prometne nesreče in tam nekdo umira. In on, ker je zvedel, da lahko tudi on sam krsti nekoga kot neveren, kot nekrščen, če ima pravi namen, ki je v skladu z namenom cerkve, se pravi za zveličanje duš, in pristopi lahko do tega in ga vpraša, če je krščen, lahko ga vpraša, če bi sprejel Jezusa, da mu Jezus ponuja odpuščanje od vsega zla, od vsega greha, če ga sprejme, če izpove vero vanj, če mu prizna svoj greh, če v sebi obžaluje in potrebuje samo vodo in ga lahko potem navadno krsti. Vodo, ni nujno, da je blagoslovljena. Tako navadno vodo in ga lahko krsti v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha in je ta človek deležen v tem primeru zakramenta krsta. Tako da zakrament krsta je, ker je tako nujno potreben za zveličanje, je cerkev v svoji modrosti spoznala, da kako bi rekel, obstajajo še druge poti izven uradnega, priprave na zakrament in potem samo obhajanje zakramenta krsta. Cerkev običajno pokliče starše, botere na neko pripravo pred prijemom zakramenta svetega krsta oziroma podelitvijo njihovemu otroku. Kaj je pomembno za prejemnika zakramenta, za odraslega denimo, za prejem svetega krsta? Kakšna mora biti priprava? Priprava za odraslega poteka pri nas, temu rečemo, da vstopi v katehumenat in se nekaj mesecev pripravlja na zakramente uvajanja. To pomeni, da na velikonočno vigilijo pri sveti maši celo ta človek prejme 3 zakramente, se pravi krst, obhajilo in sveto birmo. In priprava bi morala biti, predvsem bi morala temeljiti na tem, da posameznik Jezusa čim bolj spoznava, da ga vzljublja, da ga dejansko zavestno sprejme in izpove vero. Ker vera je itak temeljna, da jaz in bistven pogoj, da jaz sploh lahko prejmem zakramenta. Zdaj, ta vera ni nujno, da je popolna. In rečemo tudi, da je vera dar. Res je dar. Ampak ta dar, oziroma da je vera dar, je to že nadgradnja. Prvi odziv oziroma pri veri je pomembno tudi to, da jaz na podlagi tega, kar mi o Jezusu govorijo, kar slišim, kar mi prebirajo iz Svetega pisma ali ko prebiram sam in tako naprej, da sem poklican, da jaz na to odgovorim z vero. Se pravi, da zaupam v te besede. To je podobno kot pri malemu otroku, ki posluša svoje starše in jim zaupa in dela po njihovih besedah. In enako je tu, se pravi, vera ni samo kot nek dar, ki ga Bog nekomu položi, nekomu pa ne, daleč od tega, ampak vera je odgovor na Božje razodetje, na Božjo besedo. Se pravi, moj odziv, to sem slišal in Bog me vabi, zaupaj v to, veruj mi na to besedo. Potem pa seveda Bog to vero hrani, krepi, poglablja, se razodeva, da raste ta vera in da postaja tudi do tega, temu rečemo potem res Božji dar in nadnaravna vera, ko ta človek dobiva globlja spoznanja glede skrivnosti vere. In zato je zame osebno je pomembno, da bi ta priprava res bila temeljita, da bi bil res Jezus v središču. In ne nazadnje, poglejte, v prvih stoletjih so se 2 ali 3 leta pripravljali na zakrament krsta in da bi vsako srečanje res tudi recimo lahko sklenili, dajmo povabiti Jezusa v svoje srce, dajmo mu izročiti svoje življenje, dajmo izpovedati vero vanj pri vsaki molitvi, ko zaključimo naše skupno srečanje. Medtem ko recimo, če dovolite, pa pogrešam, da pri pripravi na krst za dojenčke, za male otroke, je velikokrat samo eno srečanje. In to je zame škandalozno.
predvsem z vidika, predstavljamo si, da pride, da zaprosi za sveti krst nekdo, ki je oddaljen od cerkve, ki ne hodi redno k sveti maši, ki ne prejema redno zakramentov. In potem ni dobro poučen. In ni dobro poučen in se ne zaveda dolžnosti in se ne zaveda vsebine krste, ne zaveda se daru svetega krsta in samo, da zadostuje samo eno srečanje. Meni se zdi, da je to popolnoma zgrešeno in napačno. In jaz gledam to kot na priložnost za evangelizacijo teh staršev, da jim predstaviš čudovit dar svetega krsta, korist svetega krsta, da bi tudi oni zahrepeneli potem, da se poglabljajo v vero, da jo res sprejmejo in po ostalih zakramentih, da bi se s cerkvijo zopet povezali, zaživeli in nenazadnje, da bi se bolj zavedali te obljube, ki jo dajo, da bodo vzgajali res v veri. In veste, eno srečanje, to je zame nepojmljivo in praktično se potem veliko mora tam kako bi rekel, spregovoriti o tehničnih zadevah glede krsta. Kdaj se položi belo oblačilo, kdo bo nosil svečo. Razumete, take stvari, ki so sekundarnega pomena. Tako da jaz bi tu kot na škofijski ravni, da bi moralo biti res predvsem za oddaljene, vsaj 5, 7, 8, 10 srečanj po 1 uro in iskati, to bi tudi njim samim pomagalo. Tako in botrom predvsem tudi, ne pa eno srečanje. Zanimivo, da ti karizmatični pridigarji, ki prihajajo zadnja desetletja v Slovenijo, zelo poudarjajo, kako jih Bog nagovarja, vsaj nekateri, kako je v resnici temeljno duhovno ozdravljenje. Da je to na prvem mestu, kar se tiče ozdravljenja, prav to, kar ste rekli, da dobim popolnoma novo ljubezen in vero v Jezusa Kristusa. Tako, ja. Pa tudi do samega sebe, ljubezen do samega sebe, spoštovanje samega sebe in tako. To naj bi bilo temeljno ozdravljenje, se pravi, popolnoma nova ljubezen in vera, osebna vera v odrešenika Jezusa Kristusa. To je temeljno ozdravljenje. Res je, ja. Duhovno ozdravljenje je temeljno. To je podobno kot, veste, pri hiši so temelji najbolj važni. Temelji. Če mi ne bi dajali veliko poudarka na temelje, če jih ne bi dovolj dobro kako bi rekel, ojačali, zaščitili, izolirali, potem vse tisto, kar gradimo lalih, bo ob prvi takšni in drugačni ujmi, bo pač vse odneslo. Torej, in duhovno ozdravljenje je pri človeku ravno tako temeljno. Če mi res želimo skrbeti za svoje duševno in telesno zdravje, moramo najprej skrbeti za duhovno zdravje. In to pa pomeni, da na kakšen način pa skrbimo za duhovno zdravje, da v nas ni zla. Da takoj, ko v nas zlo dobi neko moč oziroma nek vpliv, ko se mu mi odpremo preko negativnih želja, besed, misli, dejanj, to zlo pride vame, da se ga čim prej losamo. In losamo se ga pa, oziroma osvobodimo pa se ga, ko Jezusa, ki ima moč nad tem zlim, ko ga prosimo iskreno odpuščanja in mu priznamo ta greh. In s tem nas on osvobodi, očisti, ozdravi in je moj duh zopet okrepljen. Ker v nasprotnem primeru, če pa v meni ostane negativna misel, želja, beseda, dejanje in potem se to še naprej stopnjuje še z drugimi negativnimi željami in tako naprej, potem pa zlo dobiva v meni vse več prostora in vpliva tudi na moje mišljenje, na moje besede, še nadaljne, na moje počutje, skratka na ta moj psihosomatski del, na moj duševni del in pa ne nazadnje tudi na telesni del. Zato imamo recimo veliko bolezni, ki izhajajo zaradi tega, ker gojim v sebi sovraštvo do nekoga in jezo do nekoga. Se pravi, to je greh na področju čustev, oziroma na področju
na področju tega želja in čustev in namenov in tako naprej. Ne. Skratka, tu bi lahko ogromno primerov še naštevala. V glavnem gre za to, da pri človeku je najpomembnejše duhovno ozdravljenje, vse ostalo je sekundarnega, drugotnega pomena. Verjetno ste se ob tem, ko govorite, kako se naj človek osvobaja te notranje teme in teh zlih vplivov, že dotaknili tudi naslednjih svetih zakramentov, o katerih predlagam, da spregovoriva v naslednji oddaji. Zelo pomembno je vredna sveta spoved, ne? Da se človek v resnici redno osvobaja teh vplivov, tega, kar se, da tako rečem, nekako lepi na njegovo dušo. Tako je. Po grehu, ne? Tako je. Poglejte, o tem še nismo spregovorili, pa se mi zdi, da je temeljno. Namreč, Cerkev čudovito uči, da ker v bistvu Jezus sam podeljuje zakrament po posvečenem duhovniku, kadar on zakrament obhaja v skladu z namenom Cerkve. In Cerkev lepo uči, da vedno deluje Jezusova moč in pa moč njegovega duha. Torej, vedno deluje, ne? Vedno ta milost po zakramentu deluje. Neodvisno od svetosti delivca. Ampak premalo pa se poudarja, da so pa učinki sadovi zakramentov odvisni od prejemnikove razpoložljivosti. Zakaj to govorim? Zato, ker cilj bi moral biti, ko smo ravno pri sveti spovedi, ljudi poučiti sploh, kaj je greh, v luči 10 zapovedi, v luči recimo Jezusovega govora na govoru. To bi morali, po mojem mnenju, vse župnije v adventu in v postnem času vsaj enkrat slišati, in največ ljudi je pri nedeljskih svetih mašah, zato da se ljudje pripravijo, da bo potem sad Božjega odpuščanja zares v polnosti deloval. Kajti pogoji, da so meni zares grehi odpuščeni, so in jih je treba upoštevati. In glavni in bistven pogoj je kesanje. Ali jaz res obžalujem nek greh? Ali je meni res žal? Potem drugi pogoj, da bi Božja milost, Božja odpuščajoča ljubezen zares prišla do izraza v mojem telesu, v moji notranjosti, je, da sem iskren, da priznam vse tisto, kar me Bog uči, da je grešno. Torej moram biti poučen. In ponižen tudi. Tako, in biti ponižen, ponižen, iskren. Potem moram pristopati tudi z notranjim razpoloženjem zaupanja, da mi Bog vsak greh, ki mu ga bom iskreno in ponižno in skesano priznal, da mi ga odpušča. In potem še zadnje, lahko rečemo temu pika na i, da se odločim, da se bom proti temu boril, trdno sklenem, da se bom poboljšal, ne da grem s figo v žepu, češ, zdaj sem dobil odpuščanje in zdaj bom nadaljeval naprej. Ne, če ti sploh kesanje in če tega pogoja ni, kesanja in pa trdnega sklepa, mi niso odpuščeni grehi. Tako da ne moramo se z Božjimi... To je pogoj, da je veljavni zakrament. Tako, da je zakrament veljaven. In k temu lahko potem še dodamo, ko prejmemo Božje odpuščanje, če vse te pogoje izpolnjujemo, da smo Bogu hvaležni, da se mu zahvaljujem. Tako kot recimo vidimo pri izgubljenem sinu, ko je prejel Božje odpuščanje, oziroma v tem primeru očetovo odpuščanje, je šel na gostijo, se je veselil, je bil hvaležen. Torej, da smo Bogu hvaležni, da nas sprejema, da nam odpušča, da je usmiljen in tako naprej. Skratka, mislim, da je premalo poudarka na pripravi, in to pri vseh zakramentih. Ker cilj bi moral biti, da bi ljudje potem čim bolj doživljali to Božjo ozdravljajočo, osvobajajočo moč, ki želi delovati. In kot rečeno še enkrat, zakrament vedno deluje, ampak mi mu delamo prepreke. In zakaj mu delamo prepreke? Za večino preprek smo
odgovorni mi kateheti, ker ljudi ne poučimo, ker jim ne damo možnosti, da bi se poučili in da bi se temeljito pripravili. Je še veliko nerazumevanja glede prejemanja svetih zakramentov, predvsem bolniškega maziljenja, denimo, katerega se bova dotaknila tudi v kateri prihodnjih oddaj. Dovolite, da vas ob koncu še vprašam, vem, da številne naše gledalke in gledalci po Sloveniji vas že poznajo sedaj v zadnjih letih, kajti po vašem zavodu Kerigma, v katerem delujete, vodite seminarije Vera in zdravje. Še potekajo ti seminarji? Ja. Še potekajo in želim si jih pač razširiti na čim več koncev Slovenije, zato ker so to seminarji, ki želijo ljudem posredovati, da v bistvu vera še kako vpliva na zdravje. Tudi zato izdajate takšne knjige, kot je tale, denimo, Pater Pi, čudeži Patra Pija? Ja, to je bestseller, to je uspešnica. Sicer je to knjiga, ki je bila napisana v 90-ih letih v Italiji, ampak je še vedno na policah, kar pomeni, da je izjemna. In avtor je Renzo Allegri, tudi na Hrvaškem je še danes uspešnica. In ravno zaradi tega, ker v njej so opisani mnogi dogodki, ki jih je avtor, znani novinar, pridobil iz arhiva. Se pravi, to ni kar v vsaki knjigi. Mnoge informacije, ki jih je pridobil iz arhiva, je pač posredoval v to knjigo. In so opisani notri izjemni čudeži in na področju spreobrnenj ljudi in... Torej, to je moč priprošnje svetnikov na drugem svetu, ne? Kaj pa ta knjiga Človek, ki je kadil Biblijo? Nekaj zanimivega, pretresljiva zgodba o nekdanjem zaporniku. Ja, tu gre pa za Nemca, to je dobesedno ta gospod, ki je na sliku, to je resnična osebnost. On je imel zelo, zelo težko otroštvo in je potem tudi hodil od enega do drugega tega tako imenovane sirotišnice in poboljševalnih domov in tako naprej. No in potem, ker je pač zapadal v kriminalna dejanja, je veliko žal časa preživel po zaporih in ko je v zaporih delal razne nečednosti, je bil kaznovan s tem, da je moral iti v samico. V samico si pa lahko odnesel samo Biblijo, samo Sveto pismo. In on je pa nekako vedno si nekako poskrbel, da je prešvercal notri tudi tobak, da je nekako mu to uspelo. In ker ni imel kamor bi ga zavijal, je začel trgati liste iz Svetega pisma in v njih je zavijal tobak. Celo pravi, da je prej prebral. In ko je prišel, potem iz tega vidimo, da je kar dolgo časa v samici prebil, do prvega Janezovega pisma šele, to je čisto ob koncu Svetega pisma, praktično, je naletel na en stavek, ki ga je pa popolnoma zadel. In to je ravno, se navezuje na to, kar sva prej govorila, če pa svoje grehe priznavate, vam jih bo očistil in vam jih bo odpustil in vas očistil vse krivičnosti, ker je Bog pravičen in zvest. In takrat njega so te besede tako globoko zadele, da je prvič res Boga iskreno prosil odpuščanja in tako naprej. No in potem kakšne čudeže je Bog delal, tudi da je on prišel ven iz zapora, ko sicer ne bi smel oziroma ne bi mogel brez Božjega posega. Ne bo vsega razkrila. Tako, ja, v glavnem zanima, naj si nabavijo to knjigo Človek, ki je kadil Biblijo, je torej naslov pri vašem zavodu Kerigma. Pred kakšnim letom ste bili nazadnje naš gost, gospod Hari. Takrat sva predstavljala tudi vašo knjigo, ki ste jo vi napisali kot teolog pod naslovom Božja ljubezen odpušča in ozdravlja. Ja. Tu pa gre res za neko celoto tega, za razumevanje resnično, kar je pravzaprav ne samo verniku potrebno razumeti, če bi želel biti v Božjem zdravju, da tako rečem, ne? Ja, lahko rečemo. Ja, to je v bistvu bolj priročnik, ker obdeluje veliko tem. 10 zapovedi, recimo, kar podrobno poskušam notri razložiti, potem še druge reči.
Tako da to je kar, bi rekel, tak življenjski priročnik in namenjen za vsakogar, ki želi se Bogu približati, ki išče tudi Božje odpuščanje, ki išče spravo z njim in z bližnjimi in ki res želi zaživeti globlje in bolj polno in nenazadnje tudi bolj zdravo življenje. Zanimivo, da v zadnjem času pripravljate spet novi projekt, ne? Že mislim, da za začetek tega leta šolo apologetike, nekega zagovorništva, zagovarjanja vere, ali kaj je to? Ja, res je. Poglejte, opažam to, da veliko nas katoličanov imamo probleme v družbi, med nevernimi recimo, ali različno verujočimi, ker nam očitajo in nas obtožujejo, nas vernike oziroma katoličane, še posebej cerkev, kaj vse počnemo narobe oziroma smo počeli v preteklosti narobe. To so te klasične obtožbe, obsodbe iz srednjega veka, pa inkvizicija, pa čarovnica in tako naprej. No in pa tudi druge stvari, ne pa glede celibata in tako dalje. Opažam, da smo odrasli verniki zelo nepoučeni, nimamo odgovorov, ker se večina izmed nas ne poglablja. Kdo izmed vernikov pa redno bere katekizem katoliške cerkve, če smo iskreni, ne redko kdo, ali pa Sveto pismo ali drugo duhovno literaturo. In tu ostane veliko vprašanj neodgovorjenih, potem pri ljudeh, ki jih zanima morda nekaj. Tako, ne? In moja želja je, da bi ljudje spoznavali aktualne vsebine, ki bi jim pomagale, da sami najprej spoznavajo in poglabljajo vero in nenazadnje tudi, da dobivajo odgovore na svoja vprašanja, ki jih imajo. Recimo, zakaj častimo svetnike in relikvije in Mati Božjo, zakaj ne samo Jezusa, ni on edini posrednik med Bogom in človekom, zakaj, odkot to cerkvi, ne? Kdo si je to zmislil, potem na vse te očitke, ki izhajajo še iz časa Lutra, recimo glede odpustkov, pa ravno tako glede čaščenja svetnikov. Marsikaj je pravzaprav treba pojasniti. Kdaj se začne ta šola? Kje? Zdaj v januarju bo prvo srečanje. Potekala bo vsak mesec in sicer 3. petek v mesecu bo potekala v živo v Ljubljani na Viču pri frančiškanih v Antonovem domu v dvorani, najverjetneje odvisno od števila ljudi. In ta ista tema se bo ponovila potem tudi vsak 4. petek v mesecu preko Zooma za vse tiste, ki pač jim je Ljubljana oddaljena in bi pa kljub temu bili radi prisotni, bo potekala nadaljavo. Tako da bo. Gospod magister Boštjan Hari, ob koncu vendarle, ker sva danes govorila pod naslovom oddaje Božji čudež in to večinoma o Svetem krstu. Zaključite vi, zakaj je pomembno razumeti, da je milost Svetega krsta, prejem zakramenta Svetega krsta resnično Božji čudež za vsakega, ki je prejel Sveti krst? Ja, res je. Vsak človek, kot sva že prej tudi na uvodu rekla, hrepeni po sreči. In mi hrepenimo po popolni sreči. In hrepenimo tudi po popolnem zdravju. In to je samo v Bogu. In tudi, če smo deležni Svetega krsta za časa zemeljskega življenja, ne bomo nikoli popolnoma srečni in nikoli popolnoma zdravi. Bog nam nikoli ne obljublja raja tu. Je pa Sveti krst vrata in možnost dostop do raja, torej do nebes, kjer pa bom popolnoma srečen in popolnoma zdrav in popolnoma uresničen. In ker nam Sveti krst ne omogoča samo dostop do raja, ampak nam zelo, zelo, zelo pomaga in koristi že za časa zemeljskega življenja, bi bilo dobro, da bi čim več ljudi se poučilo v njem, oziroma o Jezusu, v njegovem nauku in da bi se potem dali tudi krstiti, kajti krst res omogoča popolnoma novo, drugačno, kakovostnejše življenje že na zemlji. Naredi pravi čudež v človekovi notranjosti. Ne? Tako je. Najlepša hvala vam za tokrat, za vaše gostovanje. Do prihodnje oddaje vas lepo pozdravljam. Dragi gledalke in gledalci, milost Svetega krsta
Ob koncu naj rečemo, bodimo nenehno hvaležni vsi tisti, ki smo prejeli ta zakrament. Danes razumemo še globlje, ko smo poslušali našega gosta, kaj smo prejeli z milostjo zakramenta Svetega krsta. Obenem pa pomagajmo tistim, ki še niso krščeni, da bi čim prej prejeli ta zakrament. Hvala vam za vašo današnjo pozornost.